nami je gospod župnik Vlado Leskovar, tukaj na Bizeljskem. Koliko časa ste že župnik? To je vaše prvo župnijsko mesto, je prav? Tako je, to je moje prvo župnijsko mesto. Tukaj sem od leta 2001, prej sem bil pa 3 leta kaplan v Brežicah. Na splošno za naše gledalce, vi ste mejna župnija, ne? Mite na Hrvaško, katere so tam župnije, potem pa še slovenske župnije. Mi smo tukaj ob Sotli, takoj čez Sotlo tukaj je župnija Kraljevac na Sutli, potem je Klanjec, tam je tudi frančiškanski samostan, naprej dol pa še Sveta Ana, Rozga, to so te 3 župnije na hrvaški strani. Tukaj na slovenski strani pa mejimo na župnijo Kapele, na župnijo Pišece, pod sredo en mali del, pa na Bistrico ob Sotli, se pravi Sveti Peter pod Svetimi gorami. Na plošči v cerkvi smo pa brali, da je bila cerkev od temelja obnovljena 1725. Koliko je pa sploh stara ta cerkev? Torej, tukaj je na tem hribčku že prej stala cerkev, tukaj pod korom je še ta stari del, prvič je datirano 1545, ostali del, se pravi, so pa od temelja naprej pozidali, so začeli zidati 1725 in so končali z zidavo 1737. leta. Takrat je bila ta cerkev tudi posvečena. To je bila takrat že župnijska cerkev? Takrat še ni bila to župnijska cerkev, ker to je jožefinska župnija in župnija samostojna je tukaj nastala 1787. leta. Po jožefinski reformi? Po jožefinski reformi, ja. Prej pa je spadala po kakšen samostan? Tu je prej ta župnija spadala pod upravo župnije Bistrica ob Sotli, se pravi pod župnijo Sveti Peter pod Svetimi gorami. Koliko pa obsega, koliko naselij oziroma kvadratnih kilometrov? Župnija ima 8 vasi, zdaj točno v kvadratnih kilometrih ne bi zdaj točno znal povedati. Je pa to en ozek pas tukaj ob reki Sotli. Poleg te cerkve imamo še pa 5 podružničnih cerkva. Predlagam, gospod župnik, da se pogledamo cerkev bolj odznotraj. Gospod župnik, tukaj smo zdaj v najstarejšem delu cerkve. Je to pozna gotika? To je pozna gotika tukaj. Tu vidimo te pilastre na stropu in se pravi, ta del je najstarejši del in se nahajamo pod zvonikom. Iz katerega leta izvirajo prvi podatki o cerkvi? Prvi podatki o cerkvi, ki so zapisani, izvirajo iz 1545, se pa govori, da je tukaj že prej bila tudi cerkev na tem hribčku. To je edini ostanek gotike, potem je pa vse novo. Tako, to je edini ostanek gotike v tej naši cerkvi. Ostalo je pa bilo potem zgrajeno kasneje. V baročnem stilu ali v romanskem stilu? V baročnem stilu. Tudi oltarji so baročni in ta baročni češki obok spredaj. Omenili ste češki obok, kaj to meni? To je obok za oltarjem glavnim, ki je pa tako narejen, da lepo sovpada z kombinacijo prezbiterija. Da se malo dviguje? Malo se dviguje, ja. Gospod župnik, zdaj greva po češki obok. Kje je tista točka, ko se odpre celoten pogled, oziroma pogled na celotno cerkev? Je to pod za to ograjo ali je to kje druge? Ja, malo čez ograjo moramo stopiti, pa se tem odpre pogled na cerkev. To je tu nekje, ne? Tu nekje se že odpira pogled na oba dva stranska oltarja, na prezbiterij, na ladjo in potem počasi, ko pa pridemo ven z oboka, pa nam je odprta celotna cerkev. Od tod naprej je potem ta nova rekonstrukcija? Tako, od tod naprej pa potem nova cerkev, se pravi tisti novi del cerkve, ki je bil začeli graditi 1725. leta. Pa so stranski oltarji od prej ali so to bili dodani? Ne, stranski oltarji so bili dodani.
Mogoče se malo ogledamo oba stranska oltarja. Ja, pa malo pogledamo še. Na naši levi je lep oltar. Komu je posvečen? Ta oltar je posvečen brezmadežnemu spočetju Device Marije. Tudi na oltarju sta kipa starša Device Marije, svete Ane in Johima, in v tej kapeli imamo tudi krstni kamen. Pa je nekaj posebnega, ker ima en podstavek oziroma predstavek, je to kaj posebnega? Ne, to podstavek je bil sicer narejen kasneje, kamen je pa, se pravi, iz leta 1737, takrat, ko so cerkev to gradili, so to ta krstni kamen sklesali, podstavek je bil pa narejen malo kasneje, kakih 100 let kasneje. No, nad krstilnikom je potem ta plošča, ki nam govori o rekonstrukciji, ne? Se pravi, nad krstilnikom je ta plošča, ki so jo pač dali narediti v spomin, ko so začeli obnavljati oziroma graditi ta novi del cerkve. Se pravi, od leta 1725 do 1737 so potekala dela, da so to cerkev potem zgradili. Na naši desni pa je oltar. Na naši desni strani je pa oltar svetega Janeza Nepomuka in dva kipa dveh svetnic, in sicer svete Notburge in pa svete Neže oziroma sveta Agnes. Na levi strani od tega lepega oltarja svetega Janeza Nepomuka pa je slika blaženega škofa Slomška. To je iz časa po razglasitvi. To je iz časa po razglasitvi, in sicer smo želeli upodobiti Slomška kot kaplana na Bizelskem, namreč Slomšek je tukaj imel prvo kaplansko mesto, in sicer v letih 1825 do 1827. In ker smo tukaj naša župnija zelo povezana z Slomškom, imamo tudi tukaj njegove relikvije v tem oltarju svetega Frančiška, kakor vidite. To je prejšnji oltar, star oltar. To je star oltar, ki je bil sicer tukaj, ni pa bilo nobene slike, in ravno na to mesto smo rekli, bomo pa narisali sliko Slomška in ga upodobili kot kaplana na Bizelskem. Naslov vašega župnišča je Na hribčku 7. A ima tukaj zveze s slomško pesnitvijo En hribček bo kupil? Tako, tukaj na tem hribčku je Slomšek napisal to vinsko napitnico En hribček bom kupil, in zaradi tega, ker je tukaj na Bizelskem veliko hribčkov, je Slomšek dobival inspiracije, namreč za to pesem je dobil ravno iz teh hribčkov, kjer je nasajena vinska trta. En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Tra-la-la, 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 tra-la, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Že čriček prepiva ne more več spat, trgatelj veljiva spet pojdemo brat. Tra-la-la, 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 trgatelj veljiva spet pojdemo brat. Konjički škrebljajo in vozijo težko, ker vince peljajo je močno sladko. Tra-la-la, 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 ker vince peljajo je močno sladko. Prelipo rumeno kot čisto zlato, lepimo pošteno prežlahtno blago. Tra-la-la, 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 lepimo pošteno to
Ta slika prikazuje stanje takratno, kot je bilo takrat, ko je bil slomšek na Bizelskem. Se tudi vidimo, da je župnišče dosti manjše, ker je bilo malo kasneje še podaljšano na drugo stran. Tudi ta kaplanija, ki jo vidimo, je malo drugačna, kakor je zdaj ni bila v črki L, pač pa je bila streha narejena na 3 strani, zdaj je pa streha dvokapnica, koliko smo lahko v naravi videli. A to še sedaj kaplanija? Ne, to pa je bilo potem pozneje prodano občini za šolo tukaj na Bizelskem. Kdaj približno? 1870 tam nekje. Je bila takrat osnovna šola za občino Bizelsko? Tako, takrat, ko se je tu začelo tudi šolstvo na Bizelskem, je to bila prva šola na Bizelskem. In ker pač ni bilo druge stavbe, take primerne, kjer bi lahko bila šola, je bila šola v tej stavbi. Ta stavba je potem začela propadati, potem smo pa z občino dosegli dogovor, da je pač župnija odkupila nazaj. Tu bojo prostori za pastoralno dejavnost, pa mogoče za Karitas, pa pač kar bo pač potrebno, bomo pač imeli v teh prostorih. Spet, da v tem bo se župnišče malo osvobodi? Ja, župnišče sicer na zunaj izgleda malo bolj veliko, ampak dejansko pa v samem župnišču noter ni nekih velikih prostorov, ki bi lahko se kakšne pastoralne dejavnosti dogajale. Potem za cerkvijo pa smo videli, da je neka nova stavba. Ja, tam je bilo gospodarsko poslopje, ki je bilo pa v zelo slabem stanju in smo ga pred leti porušili. Zdaj pa bomo tam poskušali narediti eno malo večjo dvorano, ki jo pač potrebujemo za razne dogodke tukaj v župniji. Srečanja, praznovanja, potem shode. Tako, srečanja, praznovanja, potem za oratorije, pa za vse te pastoralne dejavnosti, ki se v župniji dogajajo, se vedno potrebuje kakšen prostor. Prav gotovo. No, glede na to, da imate tukaj relikvije Blaženega Slomška, ali ljudje to spoštujejo? Ja, seveda. Domači tudi, župljani prihajajo sem, se priporoči Slomško, potem, ko prihajajo romarji, se pridejo priporoči Slomško in pač tukaj izrazijo oziroma se priporočajo Blaženemu Antonu Martinu Slomšku. Sem kar veliko ljudi prihaja na Bizelsko, ker pač je to kar dost povezano s Slomškom in ko grejo recimo v Olimije pa na Svete gore, pa se oglasijo še tukaj na Bizelskem. A se je Slomšek potem rad vračal sem v prvo službeno mesto in kakšne sledove je pustil in pa kako je ta spomin na Slomška v ljudeh prisoten? Ja, Slomšek je tukaj na Bizelskem zapustil kar en bogat pečat na področju vere, duhovnosti, kulture in je tu kar veliko naredil. Predvsem je bil Slomšek zelo dober pridigar in so ga ljudje zelo radi poslušali. Pa ne samo, da je pridigal tukaj na Bizelskem, ampak je hodil pridigat tudi na hrvaško stran, pa na Svetih gorah tukaj je velikokrat pridigal, pa v sosednjih župnijah tukaj. Potem je Slomšek napisal tu tudi teh veliko pesmi, En hribčevem kupi smo že prej omenila, potem še drugih vinskih napitnic tukaj napisal z namenom, da bi ljudje o vinski trti lepo govorili in da bi jo pač častili kot vinsko trto, da ne bi pač
peli kakšnih drugih pohujšljivih pesmi, jim je Slomšek hotel dati te lepe pesmi, s katero bi častili vinsko trto. Potem je Slomšek tukaj imel tudi nedeljsko šolo po vzoru svojega župnika Jakoba Prašnikarja, kjer je zbiral otroke in jih učil računati, pisati in brati, da so vsaj tisti, ki niso imeli možnosti iti v šole, dobili vsaj eno malo izobrazbo in je, se pravi, bil kar aktiven v tej župniji. Žal pa se ni razumel z takratnim župnikom in je potem prosil za premestitev in šel za kaplana v Novo Cerkev pri Vojniku. Torej, predlagam, da si pogledamo glavno ladjo in pa glavni oltar z vsemi novostmi, ki jih je prinesla rekonstrukcija cerkve. Prosim. Torej, obok cerkve, oziroma zgornji del, to je veliki obok, je to v tej okolici nekaj posebnega? Ja, to je kar ena zanimivost. Zanimivost je ta, da je ladja nekako, se pravi, baročnega stila, v bistvu pa malo sliči na gotiko, posebej gor pri teh oknih, dočim prezbiterij je pa čisto baročen. Zanimivost tega je, da je arhitekt te cerkve bil Gregor Maček, ki je bil tudi arhitekt mestne hiše v Ljubljani. Začel je oče Gregor Maček, ki pa je med tem časom, ko so to cerkev zidali, umrl in je njegovo delo nadaljeval sin, ki je bil tudi isto Gregor Maček in je on dokončal to cerkev. Ta prezbiterij je pa čisti barok. Na oboku vidimo 3 angele, ki predstavljajo 3 največje kreposti, vero, upanje, ljubezen. Na stropu gor je freska Svete Trojice, Oče, Sin in Sveti Duh in pa 4 evangelisti z svojimi simboli. Se pravi, to je bilo naslikano leta 1836 leta. Kasneje, nekje 1936 leta, po stoletjih, je pa en domačin še tukaj na strani, na levi, na desni strani naredil 2 freske, in sicer na desni strani je Jezusovo življenje, na levi strani pa je Lurška Mati Božja. V ta krasen barok se lepo vključujejo tudi barvna okna. No, če začnemo kar z naše leve strani, prvo beremo spodaj Anton Martin Slomšek, božji služabnik. Kdaj ste to naredili? Torej, ko je bilo leta 1983 sveto leto, so tudi tukaj na Bizelskem v času tega svetega leta dali narediti te vitraže, ki zdaj krasijo to našo cerkev. Potem je polokno. Polkrožno okno, polkrožni vitraž, na katerem je župnijska cerkev in pa župnišče. Če nadaljujemo, tam je pa zavetnik naše cerkve, Sveti Lovrenc, se pravi, ta cerkev naša je posvečena Svetemu Lovrencu in spodobi se, da tudi njemu čast en vitraž posvečen. To potem tudi nekako samoumevno strelba metod, ker se je bila povezana, Slomšek z njima povezan? Tako, se pravi, slovanska apostola, ki sta dejansko veliko naredila za slovenski narod, tako kot Anton Martin Slomšek, in tudi pravijo, da tudi ta 2 krasita to našo cerkev. Čigavo delo pa so ta okna? Načrt za ta okna je naredil Sušilović, drugače pa to izdelalo Staklo Zagreb. Žal pa smo lani, se pravi 11. julija, imeli hudo točo in smo potem po tej toči morali dejansko na novo narediti te vitraže, ker so bili popolnoma uničeni. Sedaj pa baročni oltar, ki ni klasično baročno nabit, ampak je pa lep in pa zelo zgovoren. Torej, to ni prvotni oltar po prenovi, namreč že leta 1798 so zamenjali oltarje, iz prvotnega oltarja je ostala samo
slika, ki pa vidimo, da ni nekako zelo dobro komponirana v ta novi oltar. Se pravi, 1/3 slike je kar malo zakrite. Pač niso mogli drugače to narediti, da bi komponirali to sliko v ta novi baročni oltar, ki so ga pač potem dali noter. Se pravi, kot sam oltar je zelo lep. Vidimo tam nebeškega očeta v tronu, zadnjo večerjo od zadaj in pa, kakor je v velikih cerkvah, tudi apostola Petra in Pavla. To je ekipa na levi in desni. Angeli pa so malo manj baročni, so bolj nekako suhci, ne? Ja, angeli so pač malo manj baročni, ampak tudi so kar dosti bogati, tako da je kar lep oltar in za to cerkev tudi kar primeren. Ko sem jaz prišel na Bizeljsko, smo tukaj prezbiterij malo preuredili, se pravi, odstranili smo še, je bila tukaj še obhajilna miza, pa pomaknili ta daritveni oltar malo bliže ljudstvu, tako da je kar en lep prostor nastal v prezbiteriju, ki pač služi svojemu namenu. Cerkev kot zgradba je akustična? Cerkev je zelo akustična, ne, posebej, če imamo kak pevski zbor tukaj pri oltarju, ki zapoje, in vsi pravijo, da je zelo lepo akustična cerkev. Pa tem pevci pojejo pri oltarju ali pa na koru? Ja, pri nedeljskih mašah pojejo na koru, kot običajno, če pa imamo kakšen koncert, pa pevci zapojejo tudi tukaj pred oltarjem. Potem to zelo živo bogoslužje. Ja. No, tam smo videli še eno ploščo iz leta 1900, Kristus Deus Homo, Viva takrat in pa Tebu Mission takrat? To je menda bilo sveto leto takrat tudi. A ja, 1921, pa je sveto leto, pa je bilo že več kot 100 let, ne? Ja, to je že bilo več kot 100 let in so takrat verjetno tudi v ta spomin dali to ploščo tukaj. Imate pa tudi lep križev pot, gospod župnik, čigavo delo je to in koliko je star? Ja, ta križev pot je kar že nekaj časa tukaj na Bizeljskem v tej cerkvi, in sicer nekje od leta 1836, takrat, ko so tudi naredili te freske. Zdaj avtorja ne vem, ampak v kroniki je zapisano, da je pač iz tistega časa tukaj tudi križev pot. A prižnico še kaj uporabljate? Ja, prižnico še uporabljamo enkrat na leto po starem običaju, in sicer na novega leta dan je pridiga na prižnici. Brez mikrofona? Brez mikrofona, ja. In slišijo? Ja, zelo dobro slišijo in to je čisto drugačen občutek, ko si na prižnici, kot pa pri ambonu. No, recimo, kakšen detalj iz tega občutka, kaj je to? Torej, pri prižnici, ko pridigaš na prižnici, te vsi ljudje pozorno gledajo gor in poslušajo, je čisto drugačen občutek, kot pa si tu pri ambonu, ne, in dejansko je čisto drugačna komunikacija z ljudmi, kakor pri ambonu. Kot pridigar takrat bolj pričuješ ali si bolj zbran na vsebino, kaj poveš, kot da si gledali v oči? Ja, zdaj jaz pridigam tako, da pač poskušam Božjo besedo, ki jo pri maši slišimo, aktualizirati na današnji čas in pač izluščiti iz te Božje besede, kaj pomeni meni ta Božja beseda za moje vsakdanje življenje. Je to potem pričevanje? To je na nek način pričevanje, ja. Na svetu lepše rosceni, kako je vinska trta, pozimi.
Gospod župnik, še mogoče besedo zdaj o vašem lepem župniškem muzeju. Najprej, koliko je star, kaj se z njim hranite in ali ga še izpopolnjujete. Torej, tukaj v spodnjih prostorih župnišča se nahaja Slomškova spominska soba. Sicer od Slomška tukaj v župnišču veliko ni ostalo, ker zadnje 3 mesece bivanja tukaj na Bizeljskem Slomšek ni več živel v župnišču. Imamo pa nekaj zbranih stvari, ki so povezane z Slomškom, in sicer tukaj gor so kopije njegovih pridig. Prva pridiga, ko je prišel na Bizeljsko, in pa zadnja pridiga, ko je odhajal, ki pa ima naslov Pastirja slovo. Potem je tukaj njegovih nekaj biografij, potem so zbrane knjige iz Slomškovega časa, je pa ostala tukaj še ena knjiga, ki pa je noter napisano tudi posvetilo, ko ga je Slomšek prejel v dar od enega gospoda iz videmske škofije. Drugi del te razstave je pa, v njem pa je razstava naravne in kulturne dediščine Bizeljskega, in sicer so tukaj stari hrami, kleti, repnice, in to se je zbrala ena skupina od turističnega društva, te stvari poslikala, opisala in potem je nastala ena taka luštna razstavca tukaj v župnišču. Pobudnik za to razstavo je bila župnija ali? Pobudnik za to razstavo je bil takrat en gospod, en Vlado Balon, ki je bil sicer že pokojni, ampak on je bil tisti, ki je navdušil to sekcijo pri turističnem društvu, da so šli v to zadevo. A je Slomšek potem, ko je postal škof, prišel še na Bizeljsko kot škof? Ja, prišel še kot škof na Bizeljsko, seveda pri prilikah, ko je recimo prišel birmovati ali pa kaj takšnega. No, sedaj pa, če malo preskočiva 150 let, v naš čas, kako pa je danes versko življenje v župniji? Župnija šteje, ste rekli, 1800 ljudi je župljanov. Torej, naša župnija ima okrog 1800 župljanov. Nedeljnikov od tega je okrog 120-130, se pravi, je kar pod slovenskim povprečjem, bi lahko rekli, ker je to le podeželska župnija. Že tudi Slomšek je takrat govoril o tem, da so ljudje zelo indiferentni do cerkve. Tudi danes je še kar tako v naši župniji, ampak se malo izboljšuje to stanje. Pastoralno smo kar dejavni, posebej z otroki. Imamo oratorije, imamo animatorsko skupino, ki je zelo dejavna, posebej recimo v adventnem času, ko izdelujemo z otroki adventne venčke, potem pripravljamo se na žive jaslice, ki jih imamo vsako leto na sveti večer pred polnočnico. To je že kar tradicionalen dogodek v naši župniji. In pa druge stvari, ki so povezane z pastoralo, se pravi, pomagajo animatorji v tej skupini. Vi pa kot župnik to tudi sledite na eni drugi ravni, recimo na eni teološko-refleksivni ravni. Kako vidite današnji čas v tej župniji? Je to sekularizirana župnija ali je vpliv sodobnega sveta se čuti, a je to veliko tudi
povemo, potrošništva ali je pa čut za sveto, za nadnaravno se krepi, slabi. Kako to presojate kot župnik v enem takem stvarnem pogledu na te zadeve širše v svetu? Kar se tega tiče, lahko tudi sami vidimo in čutimo, kaj se dogaja na širšem področju z vero, da se je nekako ta potrošniška miselnost zelo močno zakoreninila med ljudi in na nek način so se izgubile tiste prave vrednote, ki bi morale biti prisotne pri ljudeh, in to se vidi na vseh področjih, ne. Kaj je to? Je to pretežno odnos do stvari, do imetja, do stvari v domovi, do uživanja lastnega telesa, recimo potrošništvo kot nagnjenost k prekomernemu nagnjenju k hrani ali drugemu. V čem se ta upad zanimanja za duhovne vrednote vidi? Ker ljudje so za nekaj interesirani, ne? Se zdi, da je danes miselnost pri ljudeh čim več imeti, ne, pa čim bolj uživati, ne. Se pravi, če gledaš recimo otroke pri verouku, ne, kaj si želijo, imeti dober avto, imeti dobro službo, imeti hišo, in to je tisto, kar recimo mladi ali pa otroci razmišljajo, ne. Ne razmišljajo pa to, kako bi recimo naredili boljši svet, kako bi imeli se bolj radi med seboj, kako bi recimo naredili kako dobro delo komu in tako naprej, če bi recimo bilo potrebno komu kaj pomagati, komu priskočiti na pomoč. Se pravi, se mi zdi, da so današnji ljudje in pa tudi otroci postali zelo egoistični. Usmerjeni samo v sebe. Samo usmerjeni v sebe, ja. Vse v odnosu do njih, njih do drugih. Sedaj v letu vere imate kakšen program, kako boste to leto vere, za katerega papež pravi, da cilja ima dva, ne? Postaviti Boga na prvo mesto, ne? In potem govoriti o veri tudi preko sredstva družbenega obveščanja, tako zdaj mi to delamo preko televizije. Imate kaj v načrtu zdaj za letos ali to še načrtujete? Mi bomo verjetno, smo že govorili na rekolekciji, ampak bomo se pravi v okviru dekanije pripravili določene aktivnosti, ki jih bomo pač po tem letu vere izvajali. Boste imeli kakšne posebne stvari za vašo župnijo? To še se zdaj dogovarjamo, pa po vsej verjetnosti bomo to tudi imeli. To se pogovarjate z župniškim pastoralnim svetom, s katehicinjami, katehiti? Se pravi, pogovarjamo se na ravni župnije in na ravni dekanije. Se pravi, v župniji bomo pač poskušali še malo bolj poglobljeno delovati v tem letu vere, pa tudi se udeleževati tisto, kar bo na ravni dekanije. Svetovna kriza, gospodarska, politična, finančna, kar je, se kaže tudi kot večja kriza vere, ali pa je obratno, da so ljudje bolj pozorni za duhovne vrednote? Zdaj, kolikor je pač opaziti, so ljudje zdaj malo bolj prestrašeni, ne, kaj se bo zgodilo. V resnici pa dejansko gre za oboje, ne. Se gre za krizo, v prvi vrsti za krizo vrednot, potem pa to tudi vse za seboj potegne, ne. Če recimo ni poštenja, če ni tega in drugega, potem vemo, da tudi se vse potem zruši, ne. Vi osebno ste optimist glede prihodnosti? Jaz sem vedno optimist in jaz mislim, da ne bo kaj hudega, oziroma stvar je taka, ne, v življenju je pač vedno tako, so vzponi in padci, ne, in moramo se naučiti živeti tudi z padci, ne.
ni v življenju vse lepo, pa ni tudi vse slabo, ne. In se moramo pač naučiti živeti takrat, ko je slabo in takrat, ko je dobro. Imate še kakšno sporočilo za gledalce televizije Exodus? Ja, jaz prisrčno vse vabim na Bizeljsko. Bizeljsko je čudovit kraj, neokrnjene narave bi lahko rekli, tu so vinogradi, se oglasite v župniji, si ogledate cerkev, razstavo, imamo tudi lepo župnijsko klet, kam ste vabljeni tudi na kozarček Bizeljčana. Kad lepo se sonce ozira, zahaja in jemlje slovo.